Leta 99, 2000, ko smo res dobili vse 4 japonske ekipe, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, to je bilo nekaj neverjetnega. Zakaj misliš, da drugi proizvajalci niso izpušnim sistemom posvečali take pozornosti? V Evropi je bilo veliko proizvajalcev izpušnih sistemov, niso pa imeli dovolj znanja o motoroznanstvu in so delali kar veliko takih, bom rekel, klasičnih napak. A tukaj od te obsedenosti izhaja ta oznaka za fanatika? Ja, fanatik sem imenoval že prej, že ko sem bil mlad, 14-15 let. Či si zaslužil? Ja, s tem, ker sem se kar precej divje vozil z motocikli. V tem smislu fanatika? Ja, to so bila kar zanimiva obdobja. Uspešen si, slaven si. Je kaj, kar pogrešaš? Ja, bom rekel. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Naš današnji gost je Igor Akrapovič. Igor Akrapovič je eden najbolj uspešnih slovenskih podjetnikov. Je najbolj prepoznaven slovenski podjetnik v svetu. Je izjemen inovator in vzoren poslovnež. Kot pravi, je obseden s perfektnostjo. Oprijel se ga je tudi vzdevek fanatik. Je dobitnik najbolj prestižnih nagrad doma in v svetu. Je izjemna osebnost, je navdihujoča osebnost. Zelo sem vesel, da je Igor danes z nami. Igor, pozdravljen. Ja, najprej hvala za lepe besede in pa tudi hvala za povabilo. Ja, nam je v čast. Glej, jaz sem na političnih soočenjih zelo sovražil kvizna vprašanja in to, da ga bom zdaj izjemoma postavil tebi, je bolj znak prijateljstva kot česa drugega. Zdelo se mi je atraktivno, ko sem na enem od ameriških spletnih medijev opazil, da sta nedolgo nazaj Warren Buffett in Bill Gates skupaj nastopila pred neko ugledno audienco in bila naprošena, da na listek papirja oba napišeta z eno besedo tisto lastnost, ki je po njunem mnenju bistvena za njun uspeh, pa po njunem mnenju tudi bistvena za uspeh slehernega, zelo, zelo nadpoprečno uspešnega poslovneža, inovatorja, znanstvenika, umetnika. Kaj bi ti rekel, da sta napisala na listek? Oba sta napisala isto besedo. Ja, lahko je to vztrajnost, lahko je pa pogum. Jaz sem odgovoril enako. Rekel sem, da je to vztrajnost. No, oba bova presenečena. Oba sta, Warren Buffett in Bill Gates, odgovorila, da je to fokus, osredotočenje. Kar je verjetno tudi res. Ampak sem pa navdušen nad tem, ne da bi vedel, da boš tako odgovoril, da sta pogum in vztrajnost lastnosti, ki jo ti pripisuješ uspehu, ker je to natančno moja definicija, ki jo tako zapišem tudi v knjigi. Pa peva po vrsti. Kaj bi rekel zase, pogum in vztrajnost si omenil kot lastnosti, kaj bi rekel zase, kdaj si v sebi prepoznal neke značilnosti, ki so te potem oblikovali res kot izjemnega inovatorja in poslovneža? Lahko rečem zelo zgodaj, ko sem bil star 8-9 let, sem si pač neizmerno želel motorne in tako sem začel moje starše prepričevati, da moja mama nujno rabi Pony Express, tak moped, ne. In po 3 letih približno mučenja obeh je tudi mama dobila ta Pony Express in potem sem ga seveda jaz hitro zaplenil in čez 14 dni sem ga razdrl, predelal in tako se je začelo. No. Se pravi vztrajnost že tako na začetku. Kje se je pokazal pogum? No, pogum se je mogoče pokazal že relativno mlad. Sem bil 14-15 let, ko sem se že vozil z motocikli, takrat tudi seveda izpita, nisem imel celo Kawasaki 500 kubičnega od brata, sem uporabljal medtem, ko je bil on v vojski, ne, kar je mene seveda izjemno veselilo, tako da takrat so bili pač mogoče malo drugačni časi, malo bolj divji, nevarni, ampak zato pa še bolj zanimivi. Zdaj, tista stvar, ki je vsaj meni recimo presenetila v tvojem življenjepisu, je dejstvo, ti si končal srednjo šolo. Tako je. Nisi nadaljeval študija elektrotehnike na univerzi. In vendar si postal s časoma inovator, začel si v delavnici kot mnogi uspešni slavni podjetniki in potem prišel zdaj do podjetja, ki uživa svetovno slavo. Kako si razlagaš to, da je na nek način neko predpisano, formalno izobrazbo, ta tvoja izredna bistrost, ali kaj bi rekla, nadomestila in pravzaprav te je ponesla naprej? Mogoče bi tukaj lahko povedal, da sta bile pravzaprav 2 smeri. Moja pač obsedena z motocikli in želja, da bom dirkal,
In že ko sem imel 18 let, sem kupil en razbit motor od enega prijatelja in motor ni imel ne prvih vilic, ne prvega kolesa, dobesedno snel z bratovega Kawasakija te dele in sestavil šel na prvo dirko, kjer sem bil celo drugi. Po drugi strani se pa takrat, v tistem času, je moja družina odselila v Buzet in sem jaz kakšnih 6 let pri očetu delal. Moj oče je bil pa tak klasičen obrtnik, garač in tam sem se dejansko naučil delati v orodjarni, pravzaprav na vseh strojih. In ta znanja kombinirana, ki sem se jih pač motoroznanstvu sem se sam učil iz tuje literature, po drugi strani pa tudi orodjarski del mi je nekako pomagala na moji poti, da sem začel pripravljati tudi drugim tekmovalcem motorje. In ko se je moja tekmovalna kariera zaključila, sem dejansko nekje leta 1990 odločil, da bom krenil na svojo pot. Oče seveda ni bil najbolj zadovoljen, žena me je, moram reči, takrat res močno podprla. In tako se je pravzaprav ta avantura v Sloveniji začela, ker mi smo imeli takrat podjetje v Buzetu na Hrvaškem. Prišel sem nazaj ravno za časa osamosvojitve in moram reči, da na začetku je bilo kar težko, ko so se vse te zadeve dogajale, tudi čez carino stvari voziti je bilo zelo težko, zelo inovativen si mogel biti, ampak nekako mi je uspelo. Pogumen, inovativen, ampak ja, tako kot sem rekel, pač če je volja, se najde tudi pot. Ostanemo še za hipec pri izobrazbi. Še nekaj te povezuje recimo s Stevom Jobsom ali Billom Gatesom. Tudi ti v bistvu nisi nadaljeval za formalno izobrazbo, tudi ona dva sta prekinila študij na univerzi in jo je nekako strast enega in drugega, vsakega na svojem področju pripeljala do sjajnih uspehov. Ne bova rekla, da je zdaj to neka formula za uspeh, ampak to kaže na neko strast, ki se verjetno pokaže pri nekom že zelo zgodaj. Strast do nečesa, na kar se potem osredotoči ali kaj. Absolutno. Zdaj, če si tako kot sem bil sam osebno nekako res obseden s temi dirkami in mi pač drugega ni hodil po glavi kot samo to, kako bom prišel do kakšnega dobrega motorja, ga predelal in tekmoval, in to je trajalo praktično 12 let, sem se posledično tukaj res naučil vse do potankosti, kako se te motocikle predeluje. To je bila neka osnova, ki jo mogoče drugi niso imeli, tudi ko sem začel izpušne sisteme delati. V Evropi je bilo veliko proizvajalcev izpušnih sistemov, samo niso pa imeli dovolj znanja o motoroznanstvu in so delali kar veliko takih, bom rekel, klasičnih napak pri izpušnih sistemih, tako da, ko sem jih jaz začel razvijati, sem imel že v 2-3 letih boljše produkte kot kdorkoli v Evropi. A tukaj od te obsedenosti izhaja ta, kako bi rekel, oznaka za fanatika ali kaj? Ja, fanatik sem imenoval že prej, že ko sem bil mlad, 14-15 let. Čim si zaslužil? Ja, s tem, ker sem se kar precej divje vozil z motocikli. V tem smislu fanatika? Ja, to so bila kar zanimiva obdobja. Tako, kot sem rekel, tudi izpita nisem imel kar dolg časa, pa smo se kljub vsemu vozili tudi tablice na motorju, tako da, ja, to je bilo pač tako. Si imel kakšenkrat na motorju tudi dekle, ali si se vedno samo... Tudi, absolutno. Ja. Tudi moja žena sem imel na motorju, celo s poroke so se pelala, tako da to so bili taki divji, romantični časi. Ko si govoril o tem, da si skozi prakso spoznaval ta posel, ampak domnevam, da zraven si se pa tudi formalno izobraževal v tem smislu, da si gledal, bral, koliko je bilo takrat to mogoče dobiti literaturo. Se pravi, bilo zelo težko dobiti literaturo, v glavnem sem jo dobil v Nemčiji, nekaj pa tudi iz ameriških revij, italijanskih revij in sem pa spremljal vse novosti in posledično iz tega poskušal izluščati, kaj bi bilo mogoče še boljš. Recimo, opiši mi en dan, tako na hitro, recimo tam med leti 90-93, malo prej, preden te v bistvu Kawasaki na teh preizkušnjah za nemške motorje pravzaprav prepoznal kot enega bodočega, ko bi rekel, inovatorja. Ja, en dan mi opiši. Dejansko tako ne. Začelo se je, da smo te motocikle testirali pravzaprav na cesti. In leta 92 sem pa kupil dinamometer in potem je... No, da opiši en dan v tvojem življenju takrat. Dinamometer, motocikl smo dali na dinamometer in potem smo vse pripravljene prototipe, ki smo jih imeli, testirali in gledali rezultate in dejansko na izpušnem sistemu imaš veliko različnih komponent, ki vse vplivajo lahko ena na drugo, Izpušni sistem pa vpliva mogoče na 80% krivulje moči.
se pravi momenta, maksimalne moči, poteka moči in tudi recimo zelo važanje pri teh tekmovalnih motociklih, kako se odziva na odprtje gaza, je ta v bistvu odziv direkten ali ima kakšen delay, ne. Tako da mi smo se v teh letih testiranj naučili res ogromno, ne. In pravzaprav lahko rečem, zdaj po 35 letih se še zmeri učimo in na koncu koncev tudi zdaj naredimo še zmeri boljše izpuhe, kot jih naredijo tovarne. Uporabljaš množino, mi. Kdo je bila ta ekipa? Seveda, zdaj ekipa je širša, ne, tukaj vodil je Slavko Trstenjak, ki je bil pri meni. To si imel takrat že podjetje? Ja, takrat sem imel že podjetje, on je bil, mislim, tretji moj zaposleni in on je dejansko spremljal te dirke, ker definitivno zdaj bolj, ko je podjetje raslo, ne, bolj sem se mogel seveda ukvarjati tudi z drugimi stvarmi. Koliko si bil star, ko si podjetje ustanovil? 30 let. Se pravi, zdaj je 35-36 letov. Ta potem tim je rasel, ukvarjali ste se z izpušnimi sistemi, to za motorje, kasneje za avtomobile. Zakaj misliš, da drugi proizvajalci niso izpušnim sistemom posvečali take pozornosti? Ti si pa videl tukaj priložnost za večjo konkurenčnost. Danes, ko to beremo, se nam zdi to čudno. Kako je prišlo do tega? Ravno zato, ker nisem imel toliko izkušenj, bom rekel, z delovanjem motorja kot takega, ne, ampak so delali izpušne sisteme pač mogoče bolj na pametno. Niso posvečali toliko testiranju, niso študirali rezultatov in niso dobili, ne vem, vsakega detajla, ki ga imamo mi pravzaprav preštudiranega, kaj je optimalno za kjer del izpušnega sistema. Prej, ko sem te skušal vprašati, kako je izgledal tak delovni dan tvoj, ne, sem skušal izvedeti, ali pomeni ta obsedenost, ta fanatizem. Ne. Tudi to, da dejansko zjutraj vstaneš z mislijo na delo in na nek način tudi zaspiš z nekim sanjarjenjem o delu. A je to nekaj res? Ja, absolutno. Ja. Povej nekaj o tem. Taka testiranja so trajala dneve. Ne. Recimo, če je prišel od ene ekipe mehanik, ne, in je pripeljal motor in mi smo tako 4-5 dni delali in razvijali in konkretno mogoče ta Kurčtekle, ki je pripravljal motocikl Johan Schmidtu, ki je takrat naredil pravzaprav v Hockenheimu ta izjemen rezultat, da nas je tudi Kawasaki prepoznal, ne, je z nami sodeloval, je videl, kako se je ta izpušen sistem razvil in posledično zaradi dobrega rezultata dirkača, ne, so nas potem s Kawasakija kontaktirali in tako se je začel ta prvi sodelovanje, tam v letu 96. Do leta 99 smo imeli pa pravzaprav že vse japonske ekipe. Zdaj, v drugi polovici 90-ih si znam predstavljati tudi poslovni uspeh, ampak na začetku pa verjetno ne, ta posel ni tako cvetel, kot bi si kdo danes predstavljal. Je bilo kar težko. Mogoče malček poveš tudi o teh poslovnih razsežnostih začetka. No, ker veljaš za človeka, ki zna varčevati. Ne? Nisi nek zapravljivec, ki bi hitro... Absolutno, moram tako reči. Ne, zdaj, pravzaprav vsakemu podjetniku, ki v nekem realnem sektorju dela, ne pač delnice. Čem drugim, 7-8 let trdega garanja, žrtvovanja, tudi družine, ne, mislim, to je nekaj, kar je osnova. Veliko preveč podjetnikov, ne vem, že v prvih uspehih začne trošiti denar za druge stvari in taka zadeva se potem res hitro konča. Ti imaš še vedno podjetje v Ivančni Gorici, ne, registrirano. Ko sem te poklical, sem bil malček presenečen, da je tam še vedno sedež podjetja. Sicer zdaj nisi več glavni šef, zdaj skrbiš za razvoj, ne? Ampak koliko je zdaj podjetje veliko? Trenutno imamo 1550 zaposlenih, tako da od tega jih je nekaj čez 400 v Ivančni, ostali so pa v Črnomlju. Jaz sem malček govoril s tvojimi zaposlenimi, ki so te tudi pohvalili, no zdaj tvoje podjetje vodi nekdo drug, ampak ti si še vedno nekako šef. Da si imel vedno občutek za ljudi. Sicer si terjal zelo veliko od njih, ampak si jih znal tudi nagraditi, pohvaliti, si bil pa vedno zelo zahteven. To verjetno sodi k izjemnim uspehom. Ne, brez tega verjetno ne gre. Ne? Ja, zdaj v podjetju, kjer proizvajaš pač produkt, ki ne bi bil najboljši na svetu, se morajo vsi res maksimalno potruditi. In če temu ni tako, potem dejansko začne zgubljati brand in vse ostalo na ugledu in potem padeš v neko poprečje. Tako da vsak mora res narediti svoj maksimum in to je ključno. Kaj bi ti rekel kot uspešen podjetnik? Koliko je tukaj motivacija, recimo dohodek zaposlenega, pa recimo okolje, v katerem ustvarja? Lahko rečem, da je oboje. No.
za, bom rekel, en del, seveda inženirji, pa te, ki so povezani z razvojem, za njih je mogoče bolj okolje važno. Zdaj, ostali, razvodna režija, je pa seveda tudi dohodek. Ampak nekateri imamo občutek, recimo tudi iz dirkalnega oddelka, pa tako, da bi skoraj mogoče kar za stalno službo hodili, ker jim je to toliko všeč in jim to toliko pomeni. Mislim, da je to, rekel, to bolj tako, ampak definitivno je neko delo, ki je bo izjemno veselje v ogromnem številu inženirjev. Ja, jaz vidim tukaj nekaj usporednice tudi z mojo, recimo profesionalno izkušnjo. Takrat, ko smo nekaj strastjo delali z nekim poslanstvom, z neko vizijo, takrat bi delali kar nemoralni, etični pogon. Ampak vseeno, ljudi je vendar treba nagraditi, in ti si bil glede tega vedno, recimo temu, velikodušen. Si razumel, da če so ljudje dobri, pridni, zavzeti, da si zaslužijo nagrado. To ni vedno pri podjetnikih, ki jih hočejo na hitro zaslužiti. Ne, absolutno ne. Tukaj je ključno, da se ljudi motivira, da se jih ustrezno nagradi. In moram reči, da pravzaprav zdaj že kar nekaj 3 leta delam z ministrom Hanom na nagrajevanju zaposlenih iz dobička in mogoče zaradi nekaterih na finančnem ministrstvu to ne gre skozi. Ideja je pa taka, da bi dejansko imeli možnost 1/3 dobička razdeliti med zaposlene, ponder bi bila recimo plačane, pa maksimalno 2,4 plače. Obremenjeno bi bilo pa enako kot izplačilo dobička lastnika. Ampak to se sliši atraktivno. Zakaj bi imel kdo pomisleke? Zdaj na hitro rečem, da se sliši atraktivno. Bom povedal, da sem bil pravzaprav zelo presenečen. Boštjančič je bil konkretno proti, ampak zadeva je taka, da ko sem res globoko razmišljal, sem ugotovil, da je to čisto politična stvar. Zakaj? Zato, ker zadovoljni delavci potem mogoče ne volijo tiste, ki jih bi volili drugače. To moram kot bivši politik vprašati, da je malo razložiti, kako. Ja, čisto enostavno, če ti daš 1/3 dobička zaposlenim, in če so oni zadovoljni, potem seveda se postavijo mogoče kam drugam, kot bi se normalno. Če bi bili nezadovoljni. Saj bi bili zadovoljni načeloma. Saj razumem, kaj hočeš. Če pa to taka atraktivna, zanimiva tema. Mislim, da glede ene stvari imava enak pogled. Jaz mislim, da če bi v Sloveniji bolj spodbujali podjetnost, pa ne mislim samo podjetništvo v tem strogo gospodarskem ali pa ekonomskem smislu, pa podjetnost v vseh ozirih, da bi bila Slovenija lahko res zelo cvetoča država. In tukaj nam to ne uspeva. A si ti znaš razložiti, zakaj smo tako zadržani glede tega, da bi imeli tudi na koncu bogate ljudi, seveda bogate zaradi tega, ker bi to ustvarjali, da bi imeli ljudi, ki so nadpovprečni, da bi imeli zvezde, ne samo v športu, ker jih toleriramo, ampak da bi imeli zvezde tudi v umetnosti, da bi imeli zvezde v kulturi, da bi imeli zvezde nenazadnje v biznisu, in da jih ne bi imeli za goljufe, da jih ne bi imeli za lumpe. Tukaj je več faktorjev, recimo ta divja privatizacija ena, in na koncu nas potem poskušajo vse, da to isti koš. Drug faktor pa je res zadnjih 15 let opažamo veliko poslabšanje, bom rekel, odnosa do podjetnikov, kar vseh, kar je meni malo nerazumljivo, samo nekako gre smer dejansko v to negativno spiralo. In če pogledamo zdaj trenutno Hrvaško, oni imajo, zdaj ni važno, so levi ali so desni politiki, tam je gospodarstvo za njih, bom rekel, sveto. Pri nas pa temu ni tako. In trenutno imajo oni tudi precej boljše pogoje, imajo nižje davke, predvsem davki na plače. Če vam povem, da en moj inženir, ki je v 5. razredu davčne lestvice, plača 68% davka od plače. Mislim, to je totalno nestimulativno, in te mladi odhajajo tujino. In to so opazili, bom rekel, ne samo mi podjetniki, to se tudi govori že po akademskih krogih, posod. Se je tudi odnos do zdravnikov, pa še marsikaj drugega je popolnoma napačen. In če se bo vse skupaj odvijalo v to smer, se bojim, da se bo ponovila zgodba iz 74. leta, ko se je moja družina odselila na Hrvaško. In takrat je šlo nekaj 100 obrtnikov iz Slovenije in že takrat nismo bili, mislim, je obrtništvo res trpelo, zdaj se pa to nekako spet dogaja. Zdaj, trenutno slovenski podjetniki odhajajo na Hrvaško.
Glej, ker imava res zelo sorodne poglede na to, in ti si moj gost, boš ti odgovarjal na to vprašanje, kako si razlagaš to, zakaj v recimo drugi polovici naše osamosvojitve, ne, v zadnjih 15 letih, tam od finančne krize naprej zlasti, ne, tam, kjer je pravzaprav zares trpel ugled politikov, bančnikov in gospodarstvenikov, ne, tudi iz utemeljenih razlogov, ne. Ampak zakaj se potem v Sloveniji nekako ni restauriral, druge pa se je in so recimo Čehi, Poljaki, Estonci in drugi so nas ne samo dohiteli, ampak nas prehitevajo po stopni razvitosti glede na povprečje Evropske unije. Zakaj, a si ti to razlagaš s slovenskim značajem, z okoliščinami? Mislim, tukaj je več stvari, tudi slovenski značaj, ta tako imenovana znamenita fovšija, ampak jaz verjamem, da je tudi to neko nagovarjanje volivcev, ne, predvsem se pa tukaj največ krivi mediji z temi svojimi, bom rekel, bombastičnimi članki o takih in drugačnih zadevah in pravzaprav se človek kar boji biti bogat, ne, ker te takoj dajo negativno konotacijo. Tako da jaz samo upam, da se bo pač ta politika en dan obrnila in da se ne bomo več delili na leve, desne, ne, in ne vem, rdeče, bele, ker to ne pelje nikamor. Nas je samo 2 milijona, ne? In tega se moramo zavedati. Mene pa kot nenazadnje politologa, no, ne samo kot bivšega politika, pa to ne skrbi toliko, vem, da ta razhajanja, ne, te razlike nekako morajo biti, ne, v sistemu, ki ga imamo, niso moteče, ne. Problem je, če tukaj prihaja do izključevanja, čemur smo zdaj priča, ne. To je velik problem, ki ga nočemo opaziti, ne. Ampak še več, ne, zdi se mi, da prevladujejo pač tisti politični centri ali pa, če želiš, kapitalski centri, ki imajo interes, da tako kot je, ostane, ker njim paše. In so tako močni, da v bistvu blokirajo razvoj vseh drugih, ki bi lahko ne skupaj bistveno bolj zagnali razvoj Slovenije. Se ti zdi, da je to točno ceno? Ja. To je to, ne vemo, kje so, kdo ima centre moči, kdo ima vpliv in kam gre na koncu koncev denar. Ne. Tudi stalno se dviguje davke, ker ni za zdravstvo, ker ni za vse zadeve, ki jih rabi država. Ne. Po drugi strani pa javna uprava raste, se vlada veva, da je že več kot 200 000. In po tretji strani je, ne vem, bom rekel, iz zdravstva. No, to je javni sektor, državna uprava je manj. Javni sektor, no. Kar se pa tiče zdravstva, ne, pa vemo, da tudi en dober del denarja odteka pač preko raznih dobaviteljev. Pri tej diagnozi, ki je zelo pomembna, ne, nekako sposobni ljudje, uspešni ljudje, ne, tisti, ki naredijo nadpovprečne rezultate, so morda tolerirani v športu, tukaj so celo pravzaprav inspiracija naroda, ne, na vseh drugih področjih, zlasti na področju biznisa, ne, pa ne več, ne. To ni po moje samo stvar neke, kot si prej rekel, značajske lastnosti Slovencev, neke fovšije, ne? Ampak kot smo rekli, neke zdaj prevladujoče politične mentalitete, ki nas bo na dolgi rok veliko stala. Čeprav bi rad bil malček optimističen, ne? Jaz mislim, da se ta čas počasi izteka, ker se njihova moč se prazni, ne? In jaz mislim, da smo zdaj tukaj, veš, v Sloveniji, kot če povlečeva paralelo, in ti se boš teh časov dobro spomnil, kot v eni drugi polovici 80-ih let, ne? Ko je staro še ostalo, ampak so bliže znanilci novega časa. In ti si znanilc novega časa. Ti, Pipistrel in vsi ti, ki ste ustvarjali tukaj neke zgodbe, ki kažejo na to, da se da. Ne? Ampak do določene meje. Ko pa hočeš kaj več? Kje se je pri tebi ustavilo? Kje je bila ta meja? Recimo konkretno ta zadeva z nagrajevanjem delavcem iz dobička. Ne? To ni šlo. Jedrska elektrarna je bila en tak tipičen zanimiv projekt. Pa še par drugih zadev, ki smo imeli s klubom slovenskih podjetnikov. Kaj bi ocenil za najbolj stimulativno okoliščino v Sloveniji in najmanj stimulativno okoliščino za uspehe tvojega tipa? Inovatorstvo, vzorno poslovništvo? Jaz lahko rečem, da je v Sloveniji ogromno zelo sposobnih ljudi. Ljudje so ključni. Jaz mislim, da če bi mi izkoristili potencial naših, pa še pripeljali iz tujine tiste, ki so odšli zaradi razmer tukaj, potem ne bi imeli nobenih. To je najboljša okoliščina, najslabša? Ja, najslabša okoliščina je pa res pretirana birokracija, korupciji pa sploh ne bi govoril, ker je grozljiva. Pa dela na črno. Jaz lahko čisto povem, ne, da tudi, recimo, jaz iz šolam enega varilca, imam 6 mesecev, 1 leto, ne,
in potem on gre, ne, in na koncu ugotoviš, da je človek na minimalni plači, ne. Ampak ne, dobiva denar, dobesedno v gotovini. Ne. In kako naj mi, ki nam hodijo, bom rekel, inšpektori kot po tekočem traku in gledajo vse, ne, konkuriramo nekomu, ki pač dobesedno dela na črno. Se ti zdi, da si zaradi tvojega uspeha bolj nadzorovan? Ja, absolutno. Dobro, do neke mere je mogoče to pričakovano. Se ti zdi, da gre čez? Nismo vsi enako nadzorovani. Zakaj misliš, da si ti bolj? Ja, ravno zaradi tega, ne, ker poskušajo pač kaj najdeti. Ne. Ampak zakaj? To je težko reči. Ne. Vem, da pač eni niso. Glej, ampak recimo splošno vedenje je, da ste to zelo, kako bi rekel, ljudje z moralnim kompasom. Ne samo za poslovnim, tudi za človeškim. Ne. Zakaj bi potem nekdo tukaj skozi nastavljal neke letvice, omejitev, če gre za ljudi, ki so nesporno uspešne figure, ki vlečejo za seboj uspešne zgodbe in navdihujoče zgodbe in ste pravzaprav vzorniki mladim ljudem, ki se danes ozirajo za prihodnostjo. Ne? Ja, gledajte, to je, bom rekel, tako zanimivo vprašanje. Ne? Je pa vprašanje seveda za druge, zakaj se to na ta način počne. Ne? Če bi ti lahko neke glavne parametre v Sloveniji spremenil za to, da bi bilo takih zgodb, kot je tvoje več, katere bi razen že omenjenih najbolj in najprej. Omenjal si korupcijo. Ni pogosto, da nekdo tako zelo odkrito reče, to je velik problem. Pa vsi vemo, da je. Ne? Kaj lahko rečeš kaj več o tem? A se ti s tem soočaš dnevno? Poglejte, to je čisto enostavno. Mi pač v Sloveniji se ve, da se potroši bistveno več denarja, kot se ga zasluži. Vse te, bom rekel, podatki so. In ljudje dejansko delajo na črno, mogoče te črne ekonomije 25-30%. In to je ogromno, tam je treba zajeti denar. Po drugi strani je pa seveda treba tudi zmanjšati porabo. Ne jo stalno povečevati, kot jo zdaj ne. Mi smo recimo zaradi poplav dvignili z 19% davk na dobiček podjetja na 22%. Ne. Zdaj pa vprašam, kaj pa smo s temi 3% naredili? Koliko hiš smo postavili? Nič. Ampak v vseh teh tvojih 35 letih uspešnega dela nisi nikoli pokleknil pod skušnjavo neetičnega ravnanja. Je to stvar značaja, je to stvar prepričanja, je to stvar vere v institucije? Kako bi to razložil? Ker to se mi zdi zelo... Popolnoma mojega značaja. Lahko povem, da sem 9 let čakal na gradbeno dovoljenje v Ančni Gorici za zidati pač del tovarne. In dejansko bilo to na kmetijskem ministrstvu, to so se dobesedno norca delali. In ko sem po 9 letih kupil v Črnomlju pač tiste objekte, ne, sem čez 3 mesece ta dovoljenje dobil. Ampak 9 let čakati na neko gradbeno dovoljenje. Ampak to je smešno. Pogum, ne pa ustrajnost, ki so omenjala. Pač nekomu nisem nekaj dal in pač je situacija. In nisi hotel pokrajšati pridov. To mislim, da je zelo pomembno. Mislim tudi, da se premalkrat mladim pove, da se splača kakšenkrat potruditi, malo potrpeti, ustrajati, ne? In da potem, če imaš neko strast, neko vizijo, uspeh, bo prišel. Ne? Tudi to napakah, a bi se lahko temu posvetila za par minut. Ni šlo verjetno vse samo linearno navzgor, ne? Ja, mogoče bi še na prejšnjo temo. Ja, izvoli. Dejansko na ta način, ko začneš nekomu nekaj dejati, dobiš ogromno prijateljev. Tako, in potem moraš tem prijateljem spet delati usluge in tega cikla seveda ni nikoli konec. Ne? Zato je treba biti čist do vseh. Ne? To je ključno. Naredil sem pa kar, seveda, na drugo temo, neki napak in ena me je skoraj stala, bom rekel, mojega podjetja. Jaz sem pač po naravi bil malo bolj socialen, mogoče socialističen in sem se odločil, da bom naredil delniško družbo, v katero sem pač pozval svoje zaposlene in to smo tako naredili, da smo pač od delnic, ki so bile vredne recimo 100, dali 25% popustov, tisto maksimalno, kar smo lahko naredili in z zadnjo 13. plačo, ki so jo oni dobili kot nagrado, so vstopili v delniški program. In vsi, ki so vstopili v delniški program, sem jim dal še 10% na plačo. In prvo leto, drugo leto je bilo vse super, celo prvič smo delili dobiček, ne. Potem je prišlo pa nesrečno leto krize, ne, 2008, ko je zadeva zgrmela dol. Nam je prodaja recimo septembra padla 75%. Jaz sem tistega leta iz 400
zaposlenih šel na 460 do poletja, potem se je predstavljate, ker je to zgrmelo dol in človek res ne veš, kaj bi naredil. Dejansko sem ljudem rekel, ok, vas bom plačal, pejte, boste doma, pa bomo to mogoče drug let nadoknadili. In res smo težko tiste leto, dve preživljali, ampak kaj je bilo najhujše? Ko sem dal cenito delati podjetja, so delnice padle sveda 30%. No, če bi videl odziv teh mojih delničarjev, ne, in vse teorije, ki sem jih od njih slišal, ne, pač ugotoviš, da te ljudje, ne, pač Slovenci nimamo izkušenj z delničarstvom, ne, da to ni Volkswagen, ne, oni so mislili, da sem jaz, ne vem, nekaj naredil, ne, da sem jih po domač, ne. In to je bil tak pritisk, da sem v tistem času, ko sem bil že čist pod vodo, tudi zaradi investicij 2,6, 2,7 v Livarno in vse, mogel splačati delnice po 110% in 94% teh delničarjev je to prodalo. Ne. In vzel sem hipoteko na hišo mojih staršev, da se to izplačal, ampak to še ni bilo vse. Naslednja stvar je bila to, da ko smo pa nekaj dela dobili, tam nekje maja, junija, sem pa rekel, bomo zdaj tiste ure, ki smo jih lanske pač plačali, pa niste delali, dajte, bomo pa zdaj malo zagrabili. Ne. V 9 dneh je prišel inšpektor in mi je povedal, da bi mogel 9 mesecev prej povedati zaposlenim delovnik in smo tistih 350,000 evrov tudi odpisali, ki so bili v teh urah. Naslednja stvar je bila pa to, da so vsi te zaposleni še zmeraj dobivali 10% plačene. No in takrat sem pač ugotovil, da pač ta Churchillov rekel izrek, če pri 18 letih nisi socialist, nima srca, pri 50 letih, če si socialist, si pa bedak, ne, jaz sem to zadev za 1 leto. No. Tako 49 let sem bil star, ko pač sem izplačeval vse te zadeve in potem se mi je tudi malo bom rekel, moje videnje sveta obrnilo. Oprosti, ko že govorimo o teh krizah, ta nepredvidljivost, ki jo zdaj prinašajo v globalno ekonomijo tarife ameriške, te kaj skrbi zaradi izvoza na ameriški trg ali ne? Ja, mi imamo zdaj, bom rekel, kar dve take dosti ekscesne situacije. Prva je z KTM, ne vem, če poznate, to je na pol v stečaju, ne vemo, če bo, ne bo, in to je podjetje, s katerim smo mi delali 12 milijonov prometa. Ne. Iz 12 na nič, to je kar velik, odpustili so nekih 2500 ljudi, ogromno firme je tudi tam okoli bankrotiralo, zdaj pa pač te tarife v Ameriki, jaz nisem predvidel, da se bo to tako zgodilo, kot se je napovedovalo, samo mi imamo pa tudi tukaj eno tako, bom rekel, kompleksno situacijo. Recimo izpušni sistemi, sami kot rezervni deli imajo 12% carine. Izpušni sistemi, ki so montirani na motociklih, se pravi motor z našim izpuhom, to BMW, Yamaha, 20 in avtomobili 25 z pač našim izpuhom montiranim. In načeloma mi tudi točno ne vemo, ko gre vsega tega v Ameriko, imamo neke, bom rekel, estimation, ampak ne čistočne. In tudi to je nekaj, zaradi česar mogoče mi letos nismo toliko plač dvigovali, kot bi hoteli, pa so bili nekateri nezadovoljni. Ne. Samo v takih časih je treba biti pa res previden, ne. In zdaj trenutno nam gre v redu, recimo dosti dobro, ne. In bomo mogoče to korigirali v naslednjih mesecih, ampak dejansko, ko se nekaj tazga pojavil na 2 straneh, res ne veš, kaj bo. Ne? No, ta nepredvidljivost je v bistvu zastrašujoča, zlasti zato, ker je bila narejena s človeško roko, ne? Tukaj ni posega narava, ne? Ampak neko, se mi zdi, no, tako bom rekel zelo iskreno, neko napačno razumevanje razlogov za usihanje ameriške moči in za rast Kitajske. Ampak vrniva se zdaj k eni zadevi, ki si jo omenjal. Med drugimi, recimo, fascinacijami, ki so povezane s tabo, je zamisel, da bi investiral v jedrsko elektrarno. Zakaj bi recimo ti investiral v jedrsko elektrarno? No, to bi tako rekel, to je bil čist nek moja altruistična ideja, ne? Dejansko iz te jedrske elektrarne, ko bo pač sezidana in ko bi recimo hipotetično dobil tudi ta denar nazaj, bom najbrž 120 let, ne? Tako da tega ne bom doživel. Ampak
Ideja je bila taka, mi smo pač naredili neko gospodarsko interesno združenje in dobili v Sloveniji in tudi nekaj malega na Hrvaškem potencialnih investitorjev. Želeli smo recimo priti do morda 25%, se pravi, to so neke 2,5 milijarde in jaz verjamem, da bi Slovenci zbrali 1,8 milijarde, 1,9 milijarde. Sicer mi vsi pravijo, kako težko, ampak moramo se zavedati, da mi smo za časa te, krize energetske milijardo preplačali elektriko v enem letu, pa ni, mislim, vse je to država subvencionirala, samo moramo vedeti, da je to samo iz levega žepa v desni žep, da to ni zdaj država od nekje, dobila denar. In to bi zagotovili res dolgoročno stabilnost naše državi, imeli bi svojo energijo in bili bi konkurenčni v vseh panogah. Lahko rečem, da bi bila ta jedrska energija, cena, zgrajene elektrarne z nekim 2-3% donosom, 74 evrov za megavat, zdaj naša jedrska elektrarna, ki je pa že amortizirana, dela za približno 25 evrov za megavat. In tako poceni elektrike ni nikjer na svetu. Če se bomo pa mi, obrnili na obnovljive vire, vam pa lahko povem, da bodo samo omrežja še enkrat dražje kot elektrika za elektrarno. Glej, počasi greva k koncu in me zanima, ti bi zdaj lahko že naredil nek, pregled svojega opusa, poslovnega in življenjskega. Je kakšna stvar, ki obžaluješ? Lahko bi rekel, da niti ne. Veliko sem se naučil, naredil tudi napake, ampak jaz sem nekak človek, ki ko sem 95% siguren, da je odločitev prava, gremo to, ker drugače ne moreš biti podjetnik. Če čakaš, da bo 100%, potem ne boš nikoli nič naredil. Drži. In potem imaš pač napake, ki jih pač plačaš tako in drugače in greš naprej. Je kakšna stvar, na katero si še zlasti ponosen? Lahko rečem, da mogoče na te začetka, tam leta 99, 2000, ko smo res dobili vse 4 japonske ekipe, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, to je bilo nekaj neverjetnega za tiste čase, da je nekdo iz Slovenije prišel in je dobil vse te ekipe. In potem leta 2000 prvi svetovni prvak, zdaj imamo že 190 svetovnih prvakov. Ampak Colin Edwards, pač njegov motor, ta prva zmaga, imam ga v pisarni, to je res nekaj pač posebenega. Predvsem zato, ker je nas tudi takrat Honda, zelo veliko naučila. Oni so res izjemni, HRC, izjemna ekipa inženirjev in so nas tudi, malo terali v razvoj. V 2 letih smo naredili 47 različnih, bolj ali manj različnih izpuhov. In ne bom nikoli pozabil, to sem že večkrat povedal, pridem 2. januarja v pisarno, tam je na tleh ležala ena rolca, takrat so bili telefaksi, in vidim, da je 4 zjutraj mister Okada mi poslal še svoje zadnje navodila, kaj bi oni še vse rabili. In taka predanost, ki jo imajo oni, pa se zdaj jo tudi najbrž ni več, koliko je bilo takrat, to je bilo nekaj neverjetnega. Imaš še sanje? O čem zdaj sanjariš? Pač mogoče so zdaj sanje drugačne, treba je pač držati stabilno podjetje, varno, delati na tem, da so vsi stebri, avto, moto, stabilni in moraš to umetno. Najbrž vsi veste, da so 5, 6, 7 let nazaj rekli, da bo za avtomobili konc, da bodo samo še električni avti. In jaz pač takrat seveda tega nisem verjel, ker pač tukaj je z malo znanja elektrotehnike, fizike, kemije pa matematike hitro ugotoviš, da to ne bo šlo, sploh pa pri takih virih energije, ki jih imamo zdaj. In to se seveda tudi zdaj obrača. Tako da včasih smo imeli mogoče 80% motociklov v portfelju, trenutno so pa avtomobili že na tam 42-43. Se pravi, avtomobili bolj rastejo kot motocikli. Z motocikli je pa tako, da ta srednji razred, je majčkeno v krizi, Nemčija in to se tako pozna, medtem ko višji razred pa ni v takih težavah. Tisto, ki se kupuje Ferrarija, Porscheja, Lamborghinija, sigurno to lažje naredi kot nekdo, ki si kupi motocikl za svoj hobi. Pri vseh teh tvojih dosedanjih in bodočih uspehih ti je bila družina vedno v pomoč, Absolutno.
Se ti zdi to zelo pomembno okoliščina za uspeh? Moja žena je dejansko skrbela za brand, nikoli ne bi imeli tako bleščečega brenda, ne. Če govorimo od sejmov do vseh, bom rekel, publikacij, revij, res to je pravzaprav res njena zasluga. Ne? Uspešen si, slaven si. Je kaj, kar pogrešaš? Ja, pravzaprav bom rekel zelo ne, ampak zmeraj pa vidim pot naprej in zdaj trenutno se ukvarjam še malo več z audiofilijo. S kolegi smo naredili podjetje in delamo, bom rekel, očevalce, predočevalce, hi-fi, tako da to mi je tak nov izziv, nov hobi. Je res tak zanimiv. Je pa povezan z zvokom. Ne? Imaš glede prihodnosti strahove ali upanja? Nimam kakšnih posebnih strahov, mislim, da bo naš posel ostal, ker tudi ena, bom rekel, zadeva je to, da se dejansko zaradi teh prepričanj, da bo šlo vse v, ne vem, elektriko, ne, v avtomobilskem delu, pa tudi malo na motorjih, ne, nekako ni nihče loteval tega posla in imamo trenutno dejansko še bistveno večjo prednost pred ostalimi, kot smo imeli mogoče 50 let nazaj. Igor Krapovič, meni je bilo veliko veselje, da so se tako srečala in pogovarjala. Ostaja še eden najbolj inspirativnih ljudi, podjetnikov, inovatorjev. Mislim, da smo ti v tem smislu mnogi zelo dolžni, veliko, ker nam daješ upanje, da se da in da je treba riniti naprej. In upam, da to poslušajo tudi mlajši ljudje, ki se ozirajo za svojo prihodnostjo in da si jim in da jim boš vzornik. Hvala. Hvala lepa. Hvala, Igor. Mi pa se vidimo naslednjič v naslednji epizodi Mastercard podcasta Navdiha. Srečno.